Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Nizozemske. Poglejmo si še vse tiste zadnje pomembne podatke pred začetkom nedeljske dirke. Tudi tokratni zadnji brifing bo kot običajno razdeljen na 3 znane dele. V prvem si bomo ogledali, kaj se je zgodilo na kvalifikacijah, in seveda tu bom dodal še kakšno zanimivost iz sprinta, ki je bil na vrsti zjutraj. V drugem delu se bomo ustavili pri ritmu ter telemetriji in seveda na koncu bom podal moje osebno videnje glede možnih strategij na sami dirki. A najprej bomo pričeli s kvalifikacijami in tistem, kar se je zgodilo predtem na sprintu. Tu bi rad na samem začetku nekaj poudaril. V tistem drugem prispevku v naših običajnih serijah, ki so vezane na dirkaške vikende, zmeraj podam razmerje sil glede na kvalifikacije. In dajem moje osebno mnenje. Morda vam je všeč, morda vam ni. In seveda v prispevku med kvalifikacijami za veliko nagrado Nizozemske sem podal trditev, da je Ferrari tretja sila, kar se tiče kvalifikacij. Mnogim to ni bilo všeč, ampak če pogledamo v realnosti, kakšni so bili rezultati in kakšen je štartni razpored, kaj bi vi rekli? Svetujem mnogim navdušenim navijačem, naj najprej točno poslušajo, o čem govorim, in nato tisto primerjajo z rezultati. Seveda tudi sam se motim in svoje napake, za razliko od mnogih drugih, tudi priznam. Ampak tokrat, kaj bi dejali? A najprej si je dobro pogledati, kaj se je sploh zgodilo na sprintu. In bodimo iskreni, sprint, ki smo mu bili priča na Nizozemskem, je bil nekaj najbolj dolgočasnega, kar smo imeli srečo ali nesrečo videti v zadnjih letih. V bistvu je bilo prehitevanje Charlesa Leclerca nad Landom Norrisom edina, in ponavljam, edina zadeva, ki je omembe vredna. Drugače pravzaprav nič. In tu je tisto, kar mene spravlja v ono manjšo skupino, ki sprint sovraži. Sprint kot tak ne daje nobene, absolutno nobene dodane vrednosti. Videlo se je, pa ne glede, za katero ekipo navijate. In tu bi vam rad poudaril nekaj, o čemer skorajda nihče ne bo govoril. Kdo je pravi zmagovalec sprinta na vikendu velike nagrade Nizozemske? Mnogi boste dejali, George Russell, a ni jasno? In tu bi lahko dejali, da tudi Charles Leclerc je imel dobro dirko. Ampak vsi vi pozabljate na nekaj bistvenega. Namreč vozniki so na progi zato, da na koncu postanejo svetovni prvaki. In Andrea Kimi Antonelli je bil komaj 4. Je torej on poraženec ali je v resnici oni, ki je zmagovalec? Namreč Lewis Hamilton je bil še za njim, in če pogledamo lestvico po sprintu, bomo dokaj hitro ugotovili, da je prednost Antonellija pred drugim na lestvici se v resnici povečala.
In torej, dajmo razmišljati tudi malce v to smer. Ampak, če pogledamo seveda rezultate kvalifikacij in štartni razpored, bomo hitro ugotovili dvoje. Prvič, da tovarniška ekipa Mercedes res nima one prednosti, ki bi jo pričakovali. Jasno nam je, da njihove posodobitve so dokaj redke in so v bistvu prilagajanje določeni tipologiji proge, in zato ni čudno, da je McLaren napravil korak naprej. In konec koncev, McLaren je v sezoni 2024 in 2025 osvojil naslov med konstruktorji. In to pomeni, enostavno povedano, da niso od muh. Težava je pri skuderiji Ferrari, kar sem že omenil. Namreč trudijo se na vse sile, rezultat ste videli sami. Ne izgovarjajte se na padavine, na tisti dež, ki smo ga videli v zadnjih minutah. Deževalo je za vse enako. In to je tisto, kar si moramo priznati. Tu na progi smo videli, da na kvalifikacijah je Ferrari tretja sila, da je McLaren prevzel pobudo in da je Mercedes lepo tam blizu vrha, kjer lahko izkorišča priložnosti. Red Bull v tem trenutku je v zaostanku, kljub motivaciji Maxa Verstappena to ni bilo dovolj. Ne smemo pozabiti, da Liam Lawson ni bil preveč zadaj, ampak mene osebno je prijetno presenetil zopet Arvid Lindland. Dajmo mu čas, dajmo mu priložnost, da se na Formulo 1 privadi in znal bo biti nekaj podobnega, kot je danes Andrea Kimi Antonelli. Pred leti sem to govoril za Italijana in mnogi ste le zamahnili z roko, danes govorim to o Britancu. Videli pa bomo, kaj se bo zgodilo. Verjetno marsikdo je razočaran nad Aston Martinom. Ampak tu treba poiskati tudi kakšno pozitivno zadevo. Namreč oba Aston Martina sta prišla pred Cadillacom in seveda pred enim Haasom, kar po svoje ni tako tragično, kot je bilo, na primer, pred veliko nagrado Madžarske. Pot je še dolga, ampak začeli so se vzpenjati in tudi tega ne smemo pozabiti. A verjetno nas čaka na progi v Zandvoortu izjemno zanimiva dirka, zato marsikoga verjetno zanima, kakšen je ritem in kaj pravijo seveda tiste zanimivosti iz telemetrije. Če pogledamo ritem, bomo videli, da na edinem prostem treningu nismo dobili neke prave uporabne slike. Namreč tik preden se je začela tista ura namenjena preizkušanju, je deževalo. In tudi simulacije kvalifikacij so bile dokaj pozno. Na prvi pogled bi lahko dejali, da smo videli, kako sta bila oba Ferrarija v ospredju. Ampak po drugi strani njihov stint je bil presneto kratek. In tu velja pripomniti, da na primer oba Mercedesa sta bila dokaj linearna. Poglejte, nobenega odstopanja navzgor ali navzdol, medtem ko pri skuderiji ne bi tega trdil. In tu seveda je McLaren, ki se je po mojem malce skrival oziroma pripravljal prvi del dirke, torej tisti del, kjer so rezervoarji za gorivo bistveno bolj polni. A poglejmo si sprint, namreč tisto je simulacija prvega dela dirke, če bi lahko tako rekli. In tu imamo zopet neko presenečenje, Charles Leclerc kot imetnik
najboljšega ritma. Ampak Charles Leclerc na pneumatiki soft, vsi ostali na pneumatiki medium. In če smo iskreni med prvimi tremi, kakšne resne razlike v ritmu ni. Le mešanica je pomagala vozniku Ferrarija, da se je znašel formalno tam spredaj, ampak če primerjamo ritem, naprimer Lewisa Hamiltona, bomo takoj ugotovili, da morda zadeve niso tako idealne. Še posebej, ker je Charles Leclerc na kvalifikacijah sicer v tretji vrsti tudi za Lewisom Hamiltonom in ne bo imel takšnega izhodišča kot na sprintu. A videli bomo, kaj se bo zgodilo. Verjetno je marsikdo izmed vas dobesedno sit mojega neprestanega ponavljanja, kako Ferrari nima končne hitrosti. In priznam, marsikdaj grem sam sebi na živce, ko to ponavljam. Ampak v kvalifikacijskem krogu za sprint smo videli, kako to pri skuderiji Ferrari še kako drži. Charles Leclerc je tam izgubil prvo vrsto, če ne najboljšega štartnega položaja. Vidi se iz grafa, kako je njegova hitrost praktično se ustavila, po svoje zaradi tega, ker so drugače uporabljali električno energijo skozi krog, ampak tistih temeljnih napak v konceptu pač ne morejo odpraviti. Potrebno je imeti v bistvu nov model, kar bomo pa videli seveda komaj v naslednjem letu. Ampak kar se tiče tistih zanimivosti iz telemetrije, je seveda to vse. Ostal nam je še oni tretji del. Tisti, ki nekako govori o napovedih glede možnih strategij. Zopet moram poudariti, da tudi tu gre za moje napovedi, za moja predvidevanja, za moje teorije, ki se lahko pokažejo kot popolnoma zgrešene. Ne bi bilo prvič in ne bo niti zadnjič. Ampak kot običajno vam bom tudi tokrat predstavil 3 variante, katere menim, da so one ta prave za nedeljsko dirko. Tu je treba povedati, ona strategija, ki se meni zdi najbolj očitna, je tista, da bo nekdo začel na pneumatiki medium, odpeljal približno 20 krogov, nato nataknil pneumatike hard za nadaljnjih 24 krogov in v tretjem delu ponovno nataknil pneumatike hard in odpeljal zadnjih 28 krogov. In seveda tu je treba poudariti, da dirka za veliko nagrado Nizozemske po mojem mnenju zahteva 2 postanka. Lahko se motim, lahko pa tudi ne. Imamo seveda tu varianto. Namreč začeti na pneumatiki medium, odpeljati 22 krogov, nato na pneumatiki hard 28 krogov in ponovno s pneumatiko medium zadnjih 22. Drugi in tretji del se lahko med seboj tudi zamenjati. In nekateri bi dejali, da tudi ta varianta je dokaj predvidljiva in dolgočasna. Ampak ostaja nam ona zadnja, ona malce bolj nora. In kaj bi lahko dejali o tej? Začeti na pneumatiki soft, kolikor ima voznik na razpolago nov set te mešanice, in odpeljati 18 krogov, kar je s polnim rezervoarjem za gorivo nekako uresničljivo. Na sprintu smo videli, da so imeli vozniki le približno tretjino one količine, ki jo imajo drugače na začetku. Nato natakniti pneumatiko hard, odpeljati 30 krogov in nato zopet na soft in odpeljati 22 krogov. In seveda z nižjo maso zaradi porabljenega goriva je tudi to izvedljivo. Tako v drugem kot v tretjem delu se lahko po potrebi uporablja
mešanico medijev, seveda odvisno od razmer. Ne smemo pozabiti, da proga v Zandvoortu nima ne vem kakšnih izletnih con in je izjemno pogosto, da pride do situacije, ko direktor dirke vpokliče virtualni ali celo pravi varnostni avtomobil. Zato bi lahko marsikdo čakal na tisto, kar bi se zgodilo, in strategije se bodo lahko menjale tudi med samo dirko. A kot sem vam že poudaril, gre za moje videnje, moje predvidevanje. V srečanju v živo pred samo dirko si bomo ogledali tudi, kaj pravi Pirelli. V ponedeljkovem komentarju bomo pa seveda tudi analizirali tisto, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A kar se tiče zadnjega briefinga danes, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.